Fantasy. Radio Fantasy. Rather Be smo poslušali, 2 minuti sta čez 8:30. Ne morem brez družbe v studiu, v jutru na Radio Fantasy in po tem, ko sem gostila Nina Cokana, sem se zdaj odločila za žensko družbo. Več nas je žensk na kupu, boljše je. Zihar bomo sonce priklicale in tokrat je gostja v mojem studiu doktorica dentalne medicine Sanja Aksič iz Medical Group Fabian. Dobro jutro želim. Dobro jutro tudi vam in vašim poslušalcem. Medve sva se že veliko pogovarjali izven etra, pa bova skušali zdaj strniti to, kar sva prej že omenjali drugi. Skratka, bova dali danes poudarek na otroškem zobozdravstvu. Tako je. Glede na to, da je skrb za zobe, se začne v bistvu že z rojstvom, tako rekoč, ne? Tako, res je, prav imate. Skrb za zobe se začne že pred izrastjo prvega zoba, kar pomeni, da starši morajo skrbno očistiti tudi otrokova usta, preden pridajo prvi zobki. Ja. Torej, to pomeni pojedi si z vatko, z gazo, pač očistiti ustno votlino in splahniti. No, to je kar dobro si zapomniti, poslušalke, poslušalci, ker, kot rečeno, ko pride prvi zobek ven, ne, takrat je že lahko malo pozno, pa je dobro, seveda tudi se mi zdi, da je to način, da se otrok počasi navaja na potem, ko bo treba ščetkati zobe, da pač je neka stvar tukaj v ustih, ne potem zraven prisotna. Tako je, res je. Ko pride prvi zobek, otrok dobi prvo ščetko. Lahko si seveda sam igra s to ščetko, ki so bolj mehke, gumijaste ščetke, da si ne poškoduje dlesni. Starši pa seveda mu očistijo še vedno tega tudi prvega zobka. Ja, to je najbolj pomembno. Vzgled seveda je vedno tisti, ki je zelo pomemben. Skratka, če starši lepo ščetkajo svoje zobe in skrbijo za zdravje, potem bodo tudi otroci najverjetneje to z veseljem posnemali, ne? Tako, absolutno. Od začetka je to igra. Torej, starši pokažejo otroku, kako si on sam umiva zobe, potem pa tudi otrok poskuša to isto narediti. No, je pa meni zanimivo pri tem otroškem, recimo ščetkanju zob. Imamo kar nekaj zobnih past, ki imajo takšne in drugačne okuse. Skratka, včasih imaš občutek, da otrok to raje poje, kot da bi kaj drugega z njo počel. To je pa res, ne? Sploh, če so kakšni jagodni ali bananine, ne? Otroke je treba spodbuditi, da splune zobno pasto, ne? Najnovejša priporočila so v bistvu, da se zobna pasta po umivanju zob ne spira. Aha. Torej, samo se splune. Ok, to bi veljalo tudi za nas odrasle Tudi upoštevati? za nas odrasle velja, ja, tako. V redu, čeprav včasih imaš občutek, da je kar vse penasto v ustih. Res je, ampak učinkovine, ko so v zobni pasti, delujejo potem, ne? Zato se pa ne spira. Ok, pa smo se spet nekaj naučili. Kar zadeva zobke pri otrocih, seveda je kar nekaj storitev, ki so pri njih mogoče pogostejše. Katere so tiste, ki mogoče najbolj izstopajo, torej zaradi, bom rekla, kakšnih težav se najpogosteje obračajo tudi na vas, v vašo ambulanto? Najbolj važno od vsega je, da otrok prvič pride zobozdravniku brez težav. Torej, na redni pregled. In ti redni pregledi se začnejo že pri prvem letu starosti. Skupaj z sistematskim pregledom pediatra otroka napotijo tudi na sistematski pregled pri zobozdravniku. In zelo važni so prvi kontakti, da otrok ne dobi strah pred zobozdravnikom. Če redno hodi na kontrole, tudi se bo navadil na ordinacijo, na vzdušje, na stol, na vse, kar mi imamo, na naše pripomočke. Torej, ne bo imel strahu. Preventivni ukrepi pa so definitivno zalitje fisur, kar pomeni premazi na mlečnih kočnikih, da se zaščitijo, da ne nastane karies. Ja, se to je najbolj ključno. Kot ste rekla, ja, ključno je seveda, da otrok nima strahu, ne, ko pride na prvi obisk v ordinacijo. Starši lahko verjetno kaj naredimo že preden ga tja pripeljemo, recimo doma. Res je, starši pa lahko pripravijo otroka, torej zelo koristne so knjigice, obisk pri zobozdravniku, Miška gre zobozdravniku in tako naprej, ki na tak slikanice, ki pokažejo otroku, kako to vse izgleda, otrok to prebere in si zapomni, da v bistvu ni nobenega bav. Ja, ne. Nič hudega se ne bo zgodilo. Tako, nič hudega se ne bo zgodilo. Ja. Absolutno pogovor, ko pa otrok pride, pa vedno delamo po principu razloži, pokaži, potem pa šele narediš.
No, to je pametno upoštevati, ker marsikdo, se mi zdi, tudi od nas, zdaj že odraslih, nima ravno idealne izkušnje iz otroštva glede obiska zobozdravnika. Jaz jo sicer imam, takšna super zobozdravnica je bila, pa najboljše je bilo, ker sem dobila potem štampilko ali pa nalepko za domov. Absolutno, otroke je treba nagraditi, Ja. ker so sodelovali, so bili zelo pridni in jih je definitivno treba nagraditi s štempilko, nalepko, diplomico, kakorkoli, ne? In z veseljem bojo prišli še drugič. Ja, pa še pred prijatelji se potem pohvalijo. Tako. Glej, pri zobozdravnici sem bila ali pa sem bil, ne, poglej, kaj sem dobila. Ne. Res je. Krasno. Z veliko informacij sva že uspeli, mislim, da predati našim poslušalkam, poslušalcem. Še marsikaj pa želiva povedati, ampak bova zdaj vsem skupaj privoščili tudi nekaj glasbenih minut. A bar song pa je tisto, kar že prihaja v vaša ušesa. Sem kar pozabila, da morava iti v eter. Preveč me je odneslo. Skratka, najina tematika je danes otroško zobozdravstvo. Ugotovili sva oziroma sva vas spomnili, da je treba za zobke začeti skrbeti, še preden se sploh pojavijo ven. Starši seveda začnete, potem pa otroci, ko odraščajo, že sami zmorejo to in že včasih kar tekmujejo. Mislim, da je tudi to, da imajo šole organizirane razna tekmovanja. En takšen spodbujevalec za njih, da potem še raje to počnejo, ne? Ko gre za čiščenje oziroma ščetkanje zob. Res je, šole imajo tekmovanje za čiste zobke, ki se pač v okviru vsakega letnega pol prireditve se dobijo diplome, tisti, ki so najbolj pridno umivali zobe pač v letu. Ne? Preventivne sestre obiskujejo razrede in kontrolirajo čistočo zob. No, tako da vemo, kaj se počne. Tudi Tako, takšne ja. stvari, ne, in ni nič nenavadnega to. Razlog več, torej neka spodbuda potem za naše majhne poslušalce, da bodo zdaj še bolj pridni tudi na tem področju. Seveda pri otrocih se rado zgodi, da kdaj padejo, pride do kakšne poškodbe, se mogoče kakšen udarec zgodi, pride do poškodbe zob. Kako je v tem primeru, kdaj je potrebno takoj ukrepati, če se mogoče delček zoba odkruši oziroma odlomi, pa ga vidimo še na tleh, ga poberemo, kaj naredimo? Res je, pri poškodbi zob je najbolj važno, da čim prej pridete do zobozdravnika. To pomeni, če se je odkrušil stalni zob, poiskati del zoba ali celo cel zob, če je bil izbit, shraniti ga v mleku, če je možno, in čim prej poiskati zobozdravniško pomoč. Okay. Zakaj pa v mleko? Ker je kot en tak medij, ki ohrani vitalnost tega koščka zoba. Mleko lahko je tudi fiziološko, ampak fiziološko nimamo pri roki vedno. Mleko pa imamo večinoma doma. Okay. Ni problem, če je na sobni temperaturi bilo? Ne, okay. Da ne bo slučajno potem v bistvu najbolj važno je, da ni na suhem. Aha, samo to. Torej, če ni mleka, pa tudi voda, pa čim prej zobozdravniku. Okay. Vi imate seveda možnosti v Medical Group Fabian v vaših ambulantah zobozdravstvenih različnih načinov zdravljenja. Ko gre za karies, recimo, je tista klasika vrtanja, ne? Tega noben glih ne mara, tudi mi odrasli ne. Je še kakšna druga možnost? Seveda. V Medical Group Fabian imamo tudi lasersko zdravljenje, ki je v bistvu za začetne kariese zelo priporočljivo, zato ker je manj boleče kot standardni način zdravljenja kariesa. Pri tisti, ki so bolj globoki kariesi, pa vseeno moramo uporabiti naše pripomočke, ne? Za zdravljenje. Tako. Ok, razumemo. Ampak če je možnost, ne, zakaj pa ne bi potem tiste druge izkoristili? Absolutno. Seveda pri otrocih, ki sploh imajo ponavadi začetne kariozne spremembe, je zelo priporočljiva uporaba laserja. Kar je še ključno, recimo, ko otrok kdaj potoži doma, mami, a ti nekaj me boli, je treba kar hitro iti, ne čakati, nimam časa, ne morem zdaj. Ne. Res je, treba obiskati zobozdravnika, ker nekaj se dogaja. Lahko je pa tudi kariozna sprememba, lahko so pa tudi druge oralne bolezni. Ne. Lahko se pojavijo afte pri otrocih, lahko se pojavi herpes, tako da je seveda priporočljivo biti zobozdravnika. V vsakem primeru torej ni pametno odlašati z ničemer, ne, tudi ko gre za zobozdravnika, sploh pri otrocih. Za vse tiste, ki bi želeli še več informacij o tem, kakšne storitve vse nudijo seveda v Medical Group Fabian, kar zadeva zobozdravstvo, priporočam, da pogledate na njihovo spletno stran medicalfabian.si, tudi na Facebook profilih so objavljene marsikakšne zanimive informacije, tudi v živo dobesedno, ne, lahko vidimo, kako potekajo določeni postopki, kar zadeva recimo zdravljenje zob konkretno,
kakšna je razlika pred in po tem občutna, kako so ljudje potem zadovoljni, seveda, ko so zobje zdravi, lep nasmeh in vse, je to nekaj verjetno tudi za vas največja zahvala pravzaprav, ne? Res je, dobrodošli vsi, vedno vas pričaka naše prijazno osebje in vam bomo čisto vse razložili. In seveda, samo še to bova izpostavili, glede na to, da je kar precejšnje gneče, imamo vedno pa čakalne dobe, ko gre za zobozdravstvo prav tako. Kako je pri vas, koliko časa recimo traja, če se kdo želi naročiti oziroma želi naročiti otroka? Zelo hitro. Naše sestre so zelo ažurne in termin dobi v kratkem. Skratka, ne bo predolgo potrebno čakati, da bi se potem zobkom še kaj slabšega zgodilo. Ne želimo si tega. Hvala lepa, Sanja, za obisk v studiu. Verjamem, da bi bilo še marsikaj zapovedati, tako da se priporočamo še kdaj. Seveda, tudi vam lep dan še naprej. Enako. Kot rečeno, za več informacij pokukajte na spletno stran medicalfabian.si ali pa na njihovo Facebook stran, tudi tam boste našli marsikakšno poučno informacijo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.